Živja, sem Štefan in sem prebral vse knjige o Harryju Potterju, zato se veselim, da bom spoznal Jakoba Ekendo, ki jih je prevedel v slovenščino. Pa pojdimo! Kako si prevedel besede, ki jih prej v slovenščini še ni bilo? To zdaj mislila predvsem ta imena. Voldemorta. Tako. Vse ta imena, poimenovanja nekaj pomenijo, naredijo na bralca izvirnika nek vtis, ne samo s svojim pomenom, tudi s feelingom in z vsem skupaj, z zvočnostjo. Je treba jih prevesti tako, da bodo ta isti vtis naredili na nekega slovenskega bralca. Drugače bo slovenski bralec na slabšem kot bralec izvirnika, tega pa ne bomo pustili. Ne? Tako pride ta Voldemort, let smrti v francoščini, v Mrlakensteina, nekoga, ki je tak wannabe plemič, no, v slovenščini. Katero Harryjevo lastnost bi probal, če bi lahko? Seveda bi rad imel, ali pa si domišljam, da imam vsaj del te lastnosti, ki jo pravzaprav Rowlingova niti ne opiše z besedami. Ne? Reče samo utep Harryja enkrat je tisto, kar se skriva v uni sobi na Ministrstvu za čaranje. To. Karkoli to že je, to si pa zdaj sami morate, a ne? Knjige tudi piše, zadnje je slovenski planinski transverzali. Kako grejo hoja, pisanje knjig in prevajanje skupaj? V bistvu super. To hojo, ki imam jaz rad, ne? Tako da pač greš in se kar ne ustaviš. Ne? Ta transverzala recimo ima 1200 km, ne, slovenska pa še malo. Ne? To so taki veliki projekti in jaz sem taki veliki projekte rad, nekaj rečeno, pa res lahko noter padeš. Ne? Tako sedečem poslu, kot ga imam jaz. Stvar, ki ni tako zelo dobra pri prevajanju. Si tam ti in tvoj računalnik po 12 ur na dan, ne? Vidi, da sta best buddies. Je zelo pameten potle tudi veliko hoditi. Dobil sem avtogram, ful sem se imel dober. Upam, da ste se imeli tudi vi. Adijo!